Ne, v redu, nič ne moti. Čist nič ne moti. Sam... Bi vas prosil še, da ste nakladno prišli za podpis. Pa institucija, pa je znam na koncu. Bravo, ok. Prav, zdaj, pa lahko začnemo, tako da moje ime je Dušan Rutar, jaz vas lepo pozdravljam. V tem postopku smo se dobili, potem ko smo že kar nekaj časa tako ali drugače sodelovali, smo končno ugotovili, da bi bilo primerno, smiselno, da se dobivamo še tako v kakšnih takih krajih, kot je tale, lahko se tudi na kakšnih drugih krajih, potem bomo še kasneje se najbrž dogovarjali, da si izmenjamo opise, mnenja, izkušnje, da si povemo, kar si želimo povedati, seveda v povezavi z našim sodelovanjem, z projektom, ki ga jaz vodim, imenuje se skratico SVO, potem še prelokator je. Mi vsi smo partnerji, vsaj kar zadeva to naše lokalno okolje, ki smo reče Kamnik, sicer pa se ne reče Kamnik, ker sem Kamničan, reče sem Kamnik. Jaz sem kako je danes, ker že bilo časa v Krivu Ljubljani, ampak kar se meni tiče, da reče Kamnik. In tukaj smo se danes zbrali zato, da si, kot rečeno, povemo nekaj malega o tem, kaj smo zdaj naredili, kaj bi še lahko naredili, mogoče tudi o tem, kar nam je všeč, ali pa tudi o tem, kar nam ni všeč. Skratka, verjamem, da je to prvo srečanje tako odprostno, kot danes v vrsti še drugih srečanj, daljnih srečanj. Zame je to zelo pomembno, kajti, kot mi je prej pokazal tudi eno fotografijo, živimo v svetu, v katerem smo še precej daleč od tega, da bi bili ljudje res nediskriminatorno enaki. Živimo v svetu, v katerem je sicer veliko lepih besed izrečenih, gotovo, da je tudi veliko dobrih praks, gotovo, da so. Ampak, ko boste videli, v trenutku se lahko zadeve tudi spremenijo, ko bom končal tole uvodno govoranco, da bom povedal na resnično zgodbo. Staro, en del iz teh krajev, ne iz Lune, ne iz drugega vesolja, ampak iz teh krajev, ki potrebuje, nažalost, to, o čemer govorim. Torej, da bi prispevali vsako svoje k temu, da bi bilo več tovrstnega življenja, v katerem bi ljudje nediskriminatorno enaki. Kar pomeni, da ne bi bilo pomembno, kakšen kdo je. Da ne bi bilo pomembno, ali je nekdo na vozu uporablja ali ne. V svetu, v katerem bi zgolj ugotovili, da tako je, to pa ne bi bilo pomembno. Tako kot ni pomembno, kakšno pričesko ima to. Dobro, včasih tudi je, ker so ljudje čudni, pa iz tega naredijo problem. Moje se lahko hitro strinjamo, da pač ni pomembno, kakšno pričesko kdo ima. Zlasti ni pomembno za to, ali je dober človek ali ne. Pričeska ne naredi moralnega človeka, če lahko reči, ali pa dobrega človeka. In seveda ga tudi ne spremeni v slavo. To je vse naredil. Jaz vam bom povedal resnično zgodbo. Ne zato, ker bi hotel biti zloben, ne zato, ker bi hotel biti ciničen, zgolj za prizoritev, zgolj za ilustracijo. Kaj se nam še vedno dogaja. Ne vselej, ne vsak dan in ne vsakogar.
pa vendar je zgodba dobra za ponazoritev nekaterih dejstev, ki jih vedno veljajo v tem svitu. Ja, slišal sem, kaj ni bolj zgodbo? Eno zgodbo. Zgodbo. Ja. Zgodbo. Ne tako, kot Janka Metka, malo drugač, ker bo resnično zgodbo bomo. Okay. Ker imam ni toliko še časa. Ampak pred tem vam bom dal pa še, če imam že ravno PowerPoint, eno slikco, to lahko skočim, to pa ne. To ni toliko pomembno, nekaj na angleščini, jaz se prečujem, ker pač to je na angleščini, ne, in mi je lažje v angleščini. Ni toliko pomembno, samo za ilustracijo. To, kar vidite, te dve piramidi, ponazarjata, da se je v zadnjih 2 letih število ljudi v tem svetu, ki so najrevnejši, povečalo za približno 300 milijonov. Povečalo seveda tudi število ljudi, ki živijo na tem planetu, pa vendar število ljudi, ki so revni, ki so ekstremno revni, ki imajo nič premoženja ali pa ga imajo zelo, zelo malo, narašča hitreje, kot narašča prebivalcev tega sveta. To je najširši, zelo širok okvir našega projekta, ampak to nas zdaj toliko ne bo zanimalo. To je samo kot rečeno za ponazoritev, za ozadje. Zdaj pa resnična zgodba. Stara je natanko 1 teden. Prejšnji petek je bil informativni dan. Manjka en teden, danes je četrtek, manjka en teden. 6 dni stara zgodba. Resnična zgodba iz teh krajev. Ne iz džungle, pa iz zaostalih predelov sveta. Informativni dan. In 2 naša dijaka se odpravita na eno šolo v Ljubljano, da bi se pozanimala glede možnosti za nadaljnje šolanje. Ker uporabljata vozičke, oziroma vsak enega, se seveda tja odpravita z svojim vozičkom in tudi tja prideta na to šolo. In težko. Okay? Potem pa nastane zaplet, kajti ta šola nima dvigala. Kako zdaj prideti tja, kamor želiš priti, da bi se pozanimal, ali bi se dalo šolati na tisti šoli, ker je njena želja, da bi se pač tam šolala. Ok, ni dvigala. Živimo v letu 2019. Če bi pogledali na hitro zakonodajo v Sloveniji, ki določa, kako ne bodo zgrajene stavbe, zlasti tiste, ki so javnega značaja, pravi tiste stavbe, do katerih bi morali imeti dostop čisto vsak državljan. Potem bi ugotovili, da bi ta šola preprosto morala imeti dvigalo po zakonu, da je dolžna imeti, morala bi ga imeti. Zdaj, ker ga nima, ga pač nima. Ok, to še lahko sprejmemo, da ga nima. Kar seveda pomeni, da ga najverjetneje tudi jeseni ne bo imela, in to pomeni, da se ta 2 mladeniča lahko odpravita domov ali pa seveda kam drugam. Nekaj družbo, ker imajo. Recimo, da bi to lahko še sprejeli. Smo razumeli bitja, smo tolerantne bitje, rečemo, ok, ne želimo v idealnem svetu, dogajajo se take in podobne stvari, še nekaj časa se bojo, razumemo, kupimo. Dobro. In iz tega ne delamo problema. Dobro. Bolj zanimivo je za to nadaljevanje. Kajti na tej šoli so tudi ljudje. In ravnatelj, svetovalni delavci, učitelji, predikava se cel kup ljudi je. In to, kar je pomembnejše, je način, kako so te osebe, na katere smo se pač obrnili, kako so te osebe razlagale dejstvo, da nimajo tega. To, da ga nimajo, to smo že ugotovili. Treba nič razlagati. Vidimo, da ga ni. Okay.
Zanimiva in pomembna pa je torej razlaga tega dejstva. Razlaga je zelo kratka, jedrnata in ima 3 korake, ali pa lahko jo v 3 korakih razvijamo. Prvi korak. Mi smo taka šola, da dvigala imamo, ker ga itak ne rabimo. Ker k nam pač ljudje, ki bi ga potrebovali, ne zaidejo. Če pa že kdo slučajno zaide, tako kot tokrat, ko sta 2 zašla, pa tudi odide. Najprej zaide, ugotovi, da nima dvigala in potem gre. Torej, mi nimamo problema. Mi, kot zastopniki te šole, nimamo problema. To je prvi korak. Drugi korak. Mi smo tako velika šola, da se ne moramo prilagajati tistim redkim, ki bi sploh zašli k nam in bi potrebovali dvigalo. Zdaj, spet nimamo problema. Ker imamo druge stvari, s katerimi se ukvarjamo in so bolj pomembne in tako dalje, in tako dalje. To je drugi korak. In korak. Tamle zunaj je cel kup šol, ki so nam podobne. Boste pač morali videti tja. Kaj pa če mu reče mladosti, da njemu prav ta uši, da hoče na to? Zdaj pa, ne da bi hotel pretirano in poceni hvaliti razvite države na tem področju, kot so na primer Združene države Amerike. Nikako. Združene države Amerike nareče kup problemov, ampak enega pa so gotovo nima. Lahko se zdaj pripričamo, če bi imeli čas, če bi si ga vzeli, internet imamo, dostop do njega, imamo in bi pogledali na katerokoli ameriško šolo, na njihovo spletno stran, univerzo, šolo, gimnazijo, whatever, ni važno. Na prvi strani vedno spodaj piše, prepričajte se, piše, izjavljamo, da na naši šoli ne diskriminiramo nikogar, ne glede na spol, starost, barvo kože, veroizpoved, spolno usmerjenost, hendikep, nikogar. Kar pomeni, na naši šoli so dobrodošli absolutno vsi, ki tja želijo, ki če izpolnjujejo pogoja, da se lahko tja opišejo in tako naprej, ker nas spol, starost, spolna usmerjenost, veroizpoved, vrsta hendikepa preprosto ne zanima. In če se slučajno zgodi, kar lahko se, če se slučajno zgodi, da na kakšni šoli nimajo, naprimer, dvigala, česa podobnega, kar bi kdo potreboval, se zgodi, takoj se zgodi, samo ena stvar in samo ena. Preden koga tožite, ker ga lahko, ker Amerika pač ima razvito tako imenovano antidiskriminacijsko zakonodajo, preden koga tožite, bodo zgradili dvigalo, če bo treba v 1 uri. A veste, zakaj ga bodo zgradili? Ker se nihče ne upa privoščiti take situacije, da bi ga tožili, ker so kazni tako velike, da je lift drobiš v primerjavi s kaznijo, ki bi moral plačati. Morda pa še pomembneje, nihče ne upa, ne želi, nima interesa postaviti pod vprašaj svojega ugleda. Ker ugled je pa še več vreden kot denar za lift, pa denar za kazen skupaj, če bi do tega prišlo. Kar pomeni, da če se pojavite na taki šoli in rečete, da če mečkam vse skupaj dramatiziram, ker pa moram pa nehati, ker mi je čas potekel, če se pojavite na taki šoli in rečete, ups, pri vas imate pa 3 stopnice, jaz pa uporabljam električni voziček, ste lahko prepričani, da bodo popoldneva
tam krenčina. In če bo treba, da bo prevlečena z zlatom, bo pa zlata. No, hvala lepa, to je za uvod. Hvala, Dušan. Jaz mislim, da bi Dušan lahko pa mogoče naslednjič malo daljše predavanje kar planirali, ker mislim, da je to res, so take res super teme in Dušan to res dobro pove. No. Jaz bi zdaj takole, no, jaz pa kolega Tomaž sta tale dogodek organizirala. Zdaj, mi dva prihajava z Siriusa, kot ste že. Jaz bi dal pravzaprav prednost kar gostom, pa mi dva imava tudi nekaj pripravljen, se pravi, da bi začeli mogoče Veronika, bi kar ti. Pa bomo nekako 10-15 minut nekako smo računali za vsak, ampak ne bomo zdaj čist tako, ne, bližno, pol pa na konču, kaj rečemo, pa tako, no. Tako da, pa bi kar začel. Seveda. Ok, pa dajmo kar takole narediti, jaz sem se pripravil. Nekje bodite, da se še malo vidi. Jaz bom pa išla skleda naprej tole. Jaz bom tlele. Zdravo. Jaz sem Veronika iz Reciklarnice in v okviru projekta spodbujanja socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje imamo v svoje delo vključene 3 dijake, Timoteja, Mašo pa Valbona, ki ga pa danes ne vidi. Jaz bom zdaj v tej predstavitvi malo predstavila, kaj delamo, kako smo delali, kaj imamo v planu, da bomo delali. Pa vidva, če kaj hočete vmes povedati. Kar uskočkalo tako. Malo na kaško, no. Tako da stavno dokončamo. Ja, kaško, ja, imata besedo. Ja, imata besedo. Takole. Zdaj bom jaz najprej predstavila, kako smo bili začeli. S Timotejem pa Mašo smo začeli v decembru, z Valbonom januarja. Tako da ta prvo dan smo imeli vsakim spoznavanje z udeleženci, vsak je povedal svojo zgodbo in tako naprej. No? Tako da nadaljevali smo s predstavitvijo reciklarnice, poslanstva, ozadjem delovanja in potem s predstavitvijo izdelkov. Potem smo se že malo poznali, smo pa začeli z manjšimi deli po reciklarnici, s tem so še dodatno spoznali ponudbo, pa tudi novo pot, ki jo v bistvu gradimo skupaj. Ne? Zdaj malo prehajamo iz tiste, kakor včasih Maša reče, ropotarnice, v ponudnika biorazgradljive embalaže, tak izlev. Si hotel kaj reči? Aha, ok. Ja, to je tudi začetek, ne? Umakni to. Ja, zdaj sem mišljala, kaj se poslužuješ. Delala sta čisto vse, ne? Ja, vse. Ko Maša, kot Timotej, če se pa dobro pogleda, pa dan začnemo kako? S kavo. Ja, s kavo. Dan se vedno začne s kavo, s 15-minutnim sestankom. Nisem pa dobro prepisala. Ja, pač, da predebatiramo, kaj ima gospa Veronika danes v planu. Tako. Pa včasih se dobi opcijo, da se izbere, kaj bi tisti dan raje počeli. Ne vedno. Ja, kaj kdo favoritizira in pač tisto delamo. Ja, čeprav včasih je pa tako, da treba malo zobe stisniti, pa tudi kakšno stvar naredimo. Tudi to naredimo. Ko vam ni najbolj pogodo, ampak tudi to naredimo. Tudi to je del dela, ne? Je del dela. Ja, tako da. Udeležili smo se tudi... Moja prijatelj. Tukaj je še naša Joži, ki je danes ni, ker ima druge obveznosti. Tukaj na ta večji slikci je pa že naše nadaljevanje, to bom pa pol malo več povedala. Tako da do zdaj so se spoznali s kar parimi stvarmi in glavni poudarek imamo na nadgrajevanju dela, ne? Da iz čistih osnov v bistvu prehajamo na vedno težje zaposlitve, se vključujem, kaj kažem. Tako da, če gremo tako zelo kronološko, smo vložali po sortiranje, pospravljanje, brisanje prahu.
Potem sta mogla preveriti roke uporabnosti. Ja, in kar je bilo čez roke šlo ven. Nadaljno. Ja. Ja. Potem smo ta drug teden delali v reciklarnici, je že prišla nova roba, je bilo treba sprejeti nove izdelke, preveriti po dobavnici, prešteti vse zadeve, pogledati, če vse štima. Potem je sploh Timotej si deklariral izdelke lepo cene. Ja. Smo se tudi pogovarjali, da bo naslednji pošiljki, ki pride, ki pravi, da je angleščina njegova dosti močna točka, da bo pomagal pri prevajanju deklaracij. Ja, komu? Konec januarja, mislim, konec decembra, začetek januarja se je priključil še Valbon. Z njim smo delali inventuro, popisovali smo izdelke, delali smo inventurni odpis. Do prejšnjega tedna je pa on tudi skaniral EM kode, pa vnašal izdelke v program, zato ker zdaj v bistvu izvune papirnatega poslovanja prehajamo na elektronsko, tako da smo njemu dali čitalc, računalnik, program, pokazali smo, kako se dela, kaj je treba napisati, katere cene vnesti, kako upisati izdelke in je v bistvu to počel. Zdaj imamo na črcu pa nadaljevanje dosedanjega dela, da bomo začeli tudi sami malo ustvarjati, ne? A smo se delali? Ja. Ja, tisto slikca odprej, ne? Ta desna. Ja. Smo trgali... Mila. Ja, ne, Mila še nismo, ampak... Odpadni papir smo trgali zato, ker bomo začeli z recikliranjem starega papirja, pa izdelavo papirja za voščilnice. Ja, delali smo čajne svečke iz odpadnega jedilnega olja. Načrtujemo pa še šivanje vrečk za ročni podpis. Tako da, to so pa svečke, ki smo jih prejšnji teden olivali, ne? Majke delala. Si ti delala? Oba sta delala, ja, pa še Timotej pa ne Ista je luto, no da ima eno dobro. Ja, zdaj še lepa. Ja, isto lepa. Ja. Da to je donete take mi in tu. Ja, se dela, To je nujno. Ja, jaz čisto. Malo moramo še eksperimentirati, malo moramo še stvari dodelati, zato se jih dela na drugačen način, kot tiste klasične iz odpadnega olja. Je pa tako, da s tem smo se tudi s proizvajalcem zmenili, to so v bistvu Murska Sobota Maribor. Njihove sveče delajo uporabniki Ozarja v Mariboru. To, kar delajo z odpadnega jedilnega olja, smo se tudi zmenili, da če bo interes, če bomo zalaufali, da bomo tudi dobivali materiale, vse te stvari po njihovih nabavnih cenah in da bomo v bistvu naredili eno partnerstvo tudi pri teh zadevah. Tako da, kar je namen tega skupaj, pa naše želje, je pa to. A boste tudi tudi kaj povedala? A jaz nekaj povem? Da je Okay. Aktivno sodelovanje v oblikovanju reciklarnice, pa vključevanje vseh prostovoljcev, udeležencev, praktikantov, vse vidike dela. Potem je, kar že Timotej prej povedal, prepoznavamo točke pa interese pri vsakem vključenem posamezniku in se jih trudimo razvijati. Sploh področja, ker jih skupaj prepoznamo kot močne, ali pa področja, kjer bi si v bistvu oni želeli delati, ne? Tako kot ti, ki si želiš zelo delati z ljudmi, s strankami, tako da ja. Hočemo tudi načrtno nadaljevati področja, na katerih lahko dosežejo visoko stopnjo samostojnosti, kar pomeni, da tako kot pri svečkah, ne, sem jaz pokazala, vaja sem bila prekrat navodila in je bilo tako, jaz sem bila samo, ki je malo gledal, kako se dela, ne. Ona je bila nadzornica. Mogla sta pa vse samo narediti, ne. Ja, sta. Sita je Jodi mi je pomagala. Že je pomagala, ja, seveda. Pač se prilagodimo, ne, nekdo nekaj dela, nekdo nekaj drugega, en malo več, pač čisto odvisno od željav, sposobnosti, od vseh teh opcij, kar obstajajo. Pa še, torej pa ni, ampak
se vem, kaj piše. Še večje vključevanje v okolje, to smo rekli, da bomo zaštartali, ne le z delom v reciklarnici, ampak tudi z organiziranjem dogodkov, ki jih bojo pa sami vodili. Oziroma, ker bi pa jaz v bistvu bolj nadzorni, v primarni vlogi voditelja pa tele naši udeleženci. Ja, jaz sem bil super voditelj, saj vidite, da mi jezik teče kot namazan. Vse kako mi pa dobro delava, ne? Ja, mi dva sodelujemo, pa če kakšna bolj taka naivna stranka pride, moram to premzati, da ne bi jaz kar vsega Malo dobro, ne? Ja. Pa sploh še starejše gospete imajo rade. Ja, starejše pa je tako, hvala njihove neke nokte, pa uhane, pa se takoj prekupaš. Ja, pa zbira, kot sem vaša, ne da ste zdaj vi starejši, ampak Ja. Kot smo rekli, zmer več, tudi tvoje, ne? Sploh, recimo, ne vem, kdaj kakšna stranka pride, pa je zdaj že tako, recimo Timo, da je zdaj že zelo suvereno reče, bom jaz prevzel. In v bistvu jaz praktično nisem več naravno delati, mogoče sam kakšno malenkost, čeprav to sem pozabil, ali pa mi lahko pri tem pomagaš, pač lahko še ti različiš, pa reči okej, ampak načeloma pa kar sam zlikar stranko od ja, začetka do konca. Delate tudi naročila po, naročilo po ženi strani? Bomo tudi začeli. Smo pred časom, ampak zdaj pa spet začenjamo. No? Zdaj v bistvu spet malo širimo vse to z te vidike. Tako da ja, imamo vse živo. Tako da, kar se tega tiče, je z mojih strani to. Tole pa en tak naš mini vrtiček tam pred vhodom, ne? Ja, mi ga nazaj zasadila. Ja. In na njem raste vse najboljše. Tako da, če prijete tam, lahko tudi vi posadite, pa bo zrastlo, sicer malo več bomo mi malo odtrgali, to je dablka, ne treba biti. Ampak bomo pa večino vam pustili. Ja. Tako da, ne vem, ampak vi da še kaj zapovedali, boste ti povedala? Ja, te bi tam trkamo na to ti na kljubi. Da gre do besede, ne? Vse jaz sam improviziram. Tepe lahko, ko naj povem, da pot jaz te mi dadeno leto tu in pa te meni je pomembno time vete če Janka mi dela, če pejo dajate tvoji, da bi pote teli dan delo. Tamo najbolj te pa je to, ko nama je Veronika da Valentinovo, ko temu kejofe jedeli. Oprositi, Duša, ne. Ne, sem pozabil, da ste tle. Se na poti, ne, ko so šla po krop. Ja, ko, a bom jaz danes kaj sladkega dobu. Še rekel, ok, boš. Je rekel, joj, veš, ampak... Dajte potem te navadilo na Jodi pa Veronika, tako da tote te ljudebe potem najekovaj ne bi da menjala, da doben denaj, pa da imam pa Veroniko pa Jodi fulejana. Hvala za ta res lep prispevek. Zdaj, ta posvet je na nek način namenjen temu, da drugega spoznavamo, ne? In zdaj, če boste imeli že mogoče tudi kakšne ideje, da bomo potem to lažje realizirali, ne? Se pravi, to je tudi namen, ne? In zdaj, če boste že kaj videli, bomo potem takoj imeli Veroniko, pa se bomo še naprej. Se pravi,
dajmo poslušati drug drugega in res bomo dobili res ideje. No, to smo tudi želeli danes. Zdaj bi jaz dal besedo dnevnemu centru, ker moram malo prej jeti, zdaj bi tudi časovno bo šlo. A ćemo bolj njih še prej, dajmo potem krvaju, pa potem vino, pa bomo. Jaz sem večkrat tako, Ok, pa zvolite, oder je vrš. Ja, čakaj, znam še nekaj, a ima kdo še kakšno vprašanje prej? Prostite. Pa pejte video, ja bomo pa takoj. Pa vidite. Ja, mi dve prihajamo iz društva Makadam. Sva dve prišli. V bistvu je društvo, naš glavni projekt Dnevna soba, to je medgeneracijski center druženja in aktivnosti. Vedno si rečem, vse, ker ti nisem si pripravljena, si že tolikrat povedala, imam vedno tremo. Pa zato vedno nekaj novega spomnim, ker mi pa vredem povedati, ampak glavno je v bistvu, kaj je naš prostor. Že od začetka je bil mišljen kot prostor, kjer se lahko podružimo vsi. Dejansko dnevna soba, kjer se vsi počutimo domače. Tako. Ja, tudi v bistvu je narejeno tako nekako, da ne bi se vsak tako počutil. Imamo eno ogromno okno, našo televizijo. Povedala je zgodbo. Zgodbo o tem oknu. V bistvu Ja, v bistvu vsake pride, predvsem prihajajo k nam mulčki, se pravi tam nekako od 12. do 16. leta, tudi starejši se podružijo, predvsem v dnevni sobi 2, ta je nastala pa čisto spontano zunaj. Tako da v bistvu je to ta prostor, ki smo se prej pogovarjali, nimamo žal stopnice. Dobili smo ta prostor, stopili smo in nam je bil nekako namenjen v tistem trenutku. S časoma smo ugotovili, zato ker je tudi medgeneracijsko zasnovano, da nam pa te stopnice sicer kdaj hodijo, da so nam večkrat na poto, zato imamo tudi ograjo, tako da se vse lažje pride do nas. Ampak kot pravim, vse nekako pride, tako da je nastala tudi dnevna soba 2 in do tja je pa pač dostopno mogočen vsakom, tako sploh sedaj v lepšem vremenu po odprto. Ja, v tem našem prostoru pa v bistvu v ta prostor prihajajo starejši tudi, predvsem pa mlajši in kako bi rekla, v bistvu se je razvil v tej smeri, da v varnem prostoru so začutili tem, da jim nekdo prisluhne ob ustvarjanju. Vsak ima priliko, da se lahko izrazi pač na način, ki je njemu blizu. Pa naj bo to z glasbo, ker imamo pri nas tudi band, ustvarja pri nas in so vedno bolj na sceni. Prek likovnega izražanja Kaja tudi zelo rada riše. Kaja slabo vidi, a ne Kaja. Prišla je k nam v bistvu praktično na začetku, ko smo ustanovili društvo, tako da Kaja je naša prostovoljka in Vili je pa pripadnik 3. generacije. Naš Vilin smo pravimo, njegova žena tako pravi, tako da on je tudi duša našega društva, v bistvu pride na vse zgodbi, pogreje prostor za zimskih knjig in da prinese tudi nekaj posebnega. Kaja pa ustvarja. Kaja riše, slika. V bistvu, jaz občudujem, s kakšnim pogumom se loteva vsake stvari in bloga tudi, tako da se ukvarja z videom, piše pesmi, tako da je bilo nekako zgleda kar namenjeno, da smo tudi del tega projekta.
k nam prihaja že prej, je prišel v bistvu Matej, nas je našel in Matej bo ustvarjal elektronsko glasbo. In danes je pa Luko, ga ni tukaj, in pa Kristina ima pa prakso, tako da je v bistvu tudi nekje druge na terenu. Začeli smo pa v bistvu šele z januarjem, tako da se še spoznavamo in v bistvu z njima tudi spoznavamo organizacije društva v bližini v naši lokalni skupnosti. Iščemo poti, kjer se bosta ona dva lahko izrazila, kjer se že izražata, na kakšne načine bi lahko še v bistvu bolj delala tisto, kar delata. Tako da vsak nekako najde nekaj zase. Boš ti še kaj povedala? Ja, jaz v bistvu je dnevna soba ali makadam, za kjerokoli imenu bolj veste, je v bistvu prvo društvo, kjer sem jaz začela prostovoljiti in je res en super prostor, ker se lahko zelo počutiš varnega in ja, lahko se izraziš prosto, tako ga si rekla, skozi glasbo, skozi risanje, skozi karkoli, tako da je res en fajn prostor. Pa ja, smo kar nekaj takih zelo ganljivih zgodb, pa tudi smo tudi kakšno solzobnih potočali, veliko smo smejali. Ja, imamo pa v bistvu, to je naša glavna dejavnost, ampak v krogu tega imamo pa tudi v bistvu delavnice pri nas, izvajamo mlajše, nekako do 30 leta sodelujemo tudi poslovnico z vsemi v bistvu, ki ste v bližini, tako, ja. Tako da, ja, sem vsi v nekaj en res boga doprinos k našemu delovanju, pa, ja, bivanju, bomo rekli. Ob tej priliki, ki vas pa povabila vse, smo se že pogovarjali, ampak ker vas je taka množica tule, 9. marca je mednarodni dan redkih bolezni in bo društvo Makadam organiziralo pohod in sicer se bomo zbrali po Korobaču, naredili vhod z rdečimi baloni, nekako do centra mesta, hodimo, pa potem se vrnemo do Korobača, se tam večkamo ostalo, podružimo, povemo, če nas kaj taja, ali pa ja, rečemo na smih. Tako da, dobrodošli vsi, bo pa tako z mačkom drugačno noto letos, no, lani so bili pač baloni, običajni rdeči baloni, letos smo pa rekli, bomo še malo naše note dodali, ker skušamo nekako živeti v skladu z naravo. To spodbujamo, da se mladi čim več družijo. Obiskuje vrtiček, ki ga imamo tamle na Zapricah. Tako da to je tudi en čaroben prostor. Tja bomo tudi imamo namen dati eno škatlo za začetek s knjigami pa s pripomočki za ustvarjanje. Tako da to nečemo. Ja, baloni bomo pa letos papirnati. So me tako imunici vkara, se nekaj kartini, grejo drevesa za to, a nekaj pa to, pa smo rekli, da korak za korakom. Tako da počasi, ja. Hvala, mislim. Hvala. Hvala za ta prispevek društvu Makadam. Zdaj bi potem nadaljevali z dnevnim centrom, še vi predstavitev, pa... še vi. Evo, mi bomo pa kar iz tega kota tukaj, zato ko bo še eno, mislim, Nino bo še nekaj povedal. Tako da ja, mi prihajamo iz dnevnega centra za mlade gibalno ovirane, ker Nino to predala besedo, tako da upam, da bo dovolj razumljivo, če pa ne bo, pa povejte, pa bomo ponovili. Center je v enem
gibalno oviranim osebam po končanem šolanju gre za mlade ljudi, ki niso zaposljivi oziroma ne najdejo ustrezne zaposlitve, prav tako je v pomoč staršem, ki so zaposleni in potrebujejo varstvo v času, ko so v službi. V dnevnem centru je poudarek na vseživljenjskem učenju, splošni razgledanosti in ohranjanju pridobljenega znanja, ki so ga pridobili tekom šolanja. Prav tako nam je pomembna vsakodnevna gibalna aktivnost. Poudarek je na ohranjanju stikov s socialnim življenjem, zato se udeležujemo raznih prireditev, sodelujemo z drugimi društvi in smo aktivni na socialnih omrežjih. Glede malo aktivnosti, ki bi v centru povedala. Osebam, ki so vključene v naš dnevni center, omogočamo, da preživijo čas aktivno in kakovostno. Omogočamo jim pridobivanje različnih spretnosti, znanj in veščin. Upoštevamo njihove želje in predloge, v katerih spretnostih se želijo izobraziti ali izboljšati. Po svojih zmožnostih pomagajo pri gospodinjskih opravilih, skrbi za urejenost prostora in okolice ter zalivanju rož. Učijo se tudi skrbi zase in za druge. Da bo pa še Nino par besed povedal. Ker smo vse osebe vključene v dnevni center, tudi gibalno ovirani imamo vsaki 14 dni vodeno fizioterapijo. Vodeno fizioterapijo. To je pač z naše strane. Zdaj bi pa nadaljeval še vašo predstavitvijo. Imam jaz že pripravljen, tako da vas kar vabim na oder. Mogoče bi jaz tudi lahko sedla, zato da tudi slike. Ker mi smo naredili dnevni center, štacion v sliki. Vsi veste, kje je to? Slike se vrtijo. Ja, vse se vrtijo. Naši izgledi, naši pohodi. Nekateri žal tudi niso več med nami, ker slike so od leta 2012, od takrat, ko je dnevni center štacion se odprl, s 1. marcem od to 7 let. V bistvu je to projekt Centra socialno delo Kamnik, ker pač center, strokovni delavci v centru so zaznali potrebe po dnevnem centru, ker enostavno niso v okviru svojih zmožnosti, ker so tudi zakoni ne omogočajo vedno, tako da lahko se posvetiš posamezniku in z njim delaš. In je bil ta dnevni center namenjen prav temu. Začetka ni bil ravno najbolj sprejet v okolici, ampak zdaj čutimo in vidimo, da tudi okolica diha z nami in da se tudi okolica vključuje, da že kdo tudi stopi v dnevni center in nas poznajo. Predvsem je namenjen odraslim osebam s težavami v duševnem zdravju nad 18 let. Naša starostna struktura je pa zelo raznolika, od 22 do 70 in več. Tako da prilagajamo se na vmesu tudi še naši prijateljčki sorodniki na slikah. Vidite tudi, da se večkrat pojavljamo na slikah z županom, prejšnji in zdajšnji župan sta bila odprta za dnevni center. To so slike z letovanja, hodimo tudi na letovanje. Ne hodimo pa samo po letovanjih, po izletih, ampak predvsem je poudarek na ustvarjalnih delavnicah, ne samo na ustvarjalnih, tudi na tematskih delavnicah, na skupinah za samopomoč, treningih, aktivnosti, zdravem načinu življenja. To je park Evropa, ki tudi urejamo. Park. Delamo tudi sirupe v času bezga, ročni izdelki. Barvamo, pravim tako barvamo izdelka, pa nam rada barva. To so naše ptičance. Skrbimo za okolico, za nasade, tudi šivamo. To so izdelki za nahišni sejem pripravljeni, za nekaj leta. To
Tudi iz lesa izdelujemo zadeve, začimbence so to. Tudi v maškare gremo, malo sadimo rožice. To je naš Martin, ki nam skuha žgance, torta občasno, za kakšne priložnosti. Telovadimo, se posladkamo s pinakoto, sadimo rožice, da mečkom poživimo prostor. Tudi sneh kidamo, kadar je. To so naši svinčniki. Če delamo, delamo vsi. To so bili eni svalki, Peter, mesi pico, krofi. To je razstava našega hišnega sejma, praznovanje rojstnih dni. To je bil vzlet Stojanska jama. To so naši prostori, malo si tako že sklikam, to je bila ena okrogla miza, ki smo imeli na temo duševnega zdravja. Pohod. To smo imeli predstavitev poklicov, smo imeli tudi policista. Evo, Volčji potok smo šli večkrat, dokaj včasih še avtobus vozil, zdaj pač te možnosti nimamo več. Malo smo omejen glede prevozov, to nam včasih narobe hod. Ljubljano gremo večkrat na let, vsaj dvakrat z vlakom, to nam je bliz, ker vlak imamo pač, pa je obisk parlamenta. V drevesnici včasih, če ostane kaj po tleh, ko birajo jabolka, poberemo jabolka tudi in poj delamo štrudel, naš slavni štrudel. Kot vidite, tudi kuhamo, dnevno pripravljamo v okviru delavnice kuhanja, uporabniki sami kuhajo, se poveselimo, to so naši izdelki. Tudi mi smo vlivali sreče. Smo imeli na praksi na punco, ko nas je učila skupnostnih vaj. Se posladkamo. To smo bili pa, smo se podružili z Altroci, s društvom Altra, smo bili na njihovem nogometnem srečanju. Tudi otroci mi pridajo in sem jim predstavimo dnevni center. Res se družimo z dnevnim centrom iz Altra večkrat na let, tako da ohranjamo stike tudi s sorodnimi družbami, tudi Šenji, stanovanjska skupina Šenji, tudi njihovi uporabniki prihajajo tudi k nam dnevni center občasno. To so etuiji za telefone, to smo bili na letovanju v Kopru. Praznovanje rojstnih dni, tega imamo veliko, vsak mesec nas je več, nas je toliko. Dnevno nas prihaja v dnevni center od 15 do 20, vključenih je okrog 40 uporabnikov trenutno. Tukaj smo praznovali župana. Evo tudi iz šolo. To smo imeli na obisk CSD-ja iz Čakovca. Tako gremo na vlak. Prijatelji iz Altre. To je dnevni center v Altri. Kopat se gremo občasno. So izdelki naši. Delamo iz raznovrstnih materialov, iz filca, iz lesa, volne. Dobimo veliko odpadne volne, letos smo se vrzirali v izdelovanje kapic, presenečenja. Drugače, vse slike so iz delavnice Fotokrožek, ki jo ima Lidija, ki jo vod Lidija in Jure. Zbiramo potem. Zato imamo lahko toliko slik. Predvsem je poudarek na, to je naša prejšnja direktorica,
Predvsem bi poudaril v našem dnevnem centru, da se uporabniki počutijo varne, da radi prihajajo, druženje, skupne delavnice, veliko se družijo tudi v popoldanskem času, obisk Božička, Dedka Mraza. Ja, vse možje vidimo. Ptičje hišice smo tukaj delali. Zdaj ne vem, nisem zasledila, do kjerega leta smo prišli, mali obdobje. Kjero leto je zdaj? Smo bili po Ljubljanci s čovnom, s paladico. Obisk pri županu vsako leto se na občini zahvalimo, ker moramo vedeti, da občina Kamnik je ne samo, da je dvotretjinski financer, ampak tudi naš podpornik v bistvu zelo dobro sodelujemo, se lahko zanesemo in tudi je oboje stransko, tudi oni so ponosni na nas. Anja, naša prejšnja vodja. Hodimo k društvu upokojencev, k Marjanci dol Vrhnat. Imamo prostovoljko, ki je res pripravljena vsak teden enkrat v poletnem času, to je Lojska v Rankarjo, da z njo valinamo. Kakšne nastope imamo naših podmladkov. To so naši slavni obiski iz Filca, ki jih skozi delamo, kot nas skozi prav pridejo. Tudi oferamo. Se podružimo v Košmančevem parku, imamo piknike. No, takole moramo pa tudi delati. Skrbimo sami za čistočo dnevnega centra in okolice, naša kuhinja. Kavica, tudi tako, kot so rekli, reciklavici začnejo s kavo, tudi mi zjutraj ob 8 začnemo s kavo. Tako, potem pa kuho telovadimo. Drugače ne gre, ja. Si ogledamo kakšne potopisna predavanja, imamo večkrat, kakšne filme si ogledamo. To je Bojan piše na našo tablo občasne misli. Šivamo. Mojca, naša glavna ustvarjalka, tudi prostovoljka, uporabnica. No, to je bilo pa 5 let, 2017. Tako da se nas počasti s torto CSD-ja. Imamo tudi proslave v dnevu Rudolfa Majstra, letos zopet imamo 2.4. Dramsko igro, ki sodelavc Luka je bolj umetniški in ko pride do kaj tazga, rečem, Luka boš zrihtal, tako da imamo dramsko predstavo, kjer nastopajo vsi naši uporabniki, tako da ste vabljeni, bo pa v koledarju občinskih prireditev, tako da boste vedeli kdaj. Predvsem hočemo izkoristiti vsak trenutek dneva, imamo eno strukturo, postavljen en urnik, ki ga spreminjamo občasno, ampak drugače se pa kar držimo zjutraj, začnemo s kavo, s telovadbo, potem imamo čiščenje, nakupovanje, z delavnicami začnemo okrog 10, imamo tudi, Luka ima delavnico angleščine, Lidija računalništvo, fotokrožek, Luka dramski krožek, pevski krožek, imamo tudi pevske delavnice, skupine za samopomoč, skupine Živimo zdravo. Radi imamo, če nam kdo pride kaj predavati, sodelujemo z zdravstvenim domom, ki ima Center za krepitev zdravja. Najbolj se pa veselimo iz letov, čeprav so pridejo 2 do 3 na leto, ampak je takrat luštno. Potopisna predavanja, Lidija pa njen mož mu večkrat potujeta, pa imamo pa mi tudi nekaj od tega. Evo, angleščina, se učimo angleško.
tudi mi radi porabimo kakšne materiale odpadne za kakšno idejo, da kakšne okraske karkoli naredimo. Na Stari grad smo lansko začeli hoditi, nekateri aktivno tedensko, nekateri manj, pa tudi se da z avtogor prej, da gremo lahko vsi. No, v hiši iluzij smo stali na glavo. Predvsem je pa, to je bilo lansko letovanje v Fesi, smo imeli toliko lepo vreme septembra, toliko toplo vodo, da je bilo kar nemogoče. Zadnji zlet v Žužemberg. Takole imamo razstavljene slike iz fotodelavnic, ko pridete v dnevni center, da dobite en trip, kaj delamo. Sami se strižemo, fanti so kupili samo napravo za ta aparat in potem takole zgledajo delavnice, glavne skupaj, pikniki, proslave. V dnevnem centru imamo zdaj trenutno 8 prostovoljcev, ki vodijo sami delavnice ali pa individualno tudi nam pomagajo, da se pogovorijo z uporabniki, ker predvsem delavci, zaposleni se trudimo, da čim več naredimo kot skupnih delavnic, ampak potrebujejo nas uporabniki tudi individualno. Čeprav to je bil letošnji bazar na vašem Ciriusu. Obisk smo imeli premierja 28. decembra. Hole, evo, da smo pa že naokrog. Hvala. Mislim, da je dober uvid, kaj delate. Zdaj, če imate še čas, midva s kolegom vas sicer več tudi pokazali pa en filmček iz letošnjega Dneva narodnih noč, ko smo imeli nastojancev, to nas malo. Pa bomo potem, mislim, da kaj še spregovorili, no zdaj, če v domu bo prej je, tale filmček je na 5-6 minut dolg, mogoče še najbolj, da bolj naslikov, da ne bomo imeli to, pa dajmo si še to pogledati. Potem pa, tole. Nimam posebnih zvočnikov, ampak mislim, da se bo dobro slišali. kakšnega artefakta želite? Vse, kar je to nekaj, so... Dobar dan, ja. Ja.
organizira mer, tako da... Kdo pa to izdeluje? To pa izdelujejo mladostniki iz centra Cirios in sicer z oddelka PRP. V temu programu smo pa osebe s hudimi možganskimi poškodbami. Super. Koliko so pa kaj cene? Cene so pa prostovoljne. Aha. Ljudi, ker se niti ne vzerejo na nas, kot tisti so bili. Ja, zdaj pa vi... Kako pa moram jaz tole plačati? Ja, to pa, gledajte, imamo priporočene cene, drugač pa, če mislite, da je manj vredno ali več vredno, tudi to sprejme. V bistvu je cena odprta na pogajanje. Aha, kdo pa ima korist od tega? To imamo pa korist vsi, čisto vsi. Zato, ker, veste, s temi izdelki bojo na koncu pač leta šli mladostniki iz Ciriusa na izlet in potem, ker bojo šli na izlet, bojo oni tudi veliko bolj srečni, torej v bistvu bomo vsi bolj srečni, ker bojo oni to srečo podelili doma in naokola, ne? Torej, jaz prispevam nekaj za vse. Za vse skupno dobro, ja. Pa so to izdelki, to ste kje dobili ali to? Ne, vse je ročno izdelano, iz Ciriusa pač. Tako da, ja. Odlično, pa bom pa res malo... Ja, še to.
Takole, no. Hvala. Zdaj pa mogoče bo midva nekaj izhodišča, mogoče midva mava. Jaz bi res le prosil, no, dajmo zdaj to tako bolj sproščeno, pa kar, da nekaj midva mava ene izhodišča. No, tle smo eno tako slikco, takole malo naredili, malo partnerji. Tole ne bova zdaj razlagala. To smo tudi malo. Zdaj pa takole, ne? Mislim, da je to zdaj tudi pomembno, no? Lahko pa še kaj rečemo, profesor še bi kaj rekel. Zdaj bi pa takole, no? Meni je zelo všeč vse predstavitve, ker kljub temu, da se poznamo, se ne poznamo dovolj dobro, ne? In zdaj mislim, da imamo priložnost, no, malo spregovoriti, kje vidimo kakšne možnosti sodelovanja, ker mislim, da sodelovati bomo, da to se strinjamo, vse verjetno nas drugače ne bi bilo tle vseh. Bi jaz kar prosil, no, za eno tako debato, če imate že kdo, se komu kaj porodi, kar začnemo. Veronika, jaz bi kar tebda besedo, no. Zdaj, ti si začela podjetništvo, malo mogoče kakšno skupno točko vidiš. Pa mogoče bi kar tle, ne? Ja, ali pa kar tako dajmo, ja. Malo. Ne vem, jaz se vem, da to uspetno podajo zelo, ne? Aha. Ja. Tole so videla, ja. Ja, zato, ko mi v bistvu drugo objekt mišljamo spetno trgovino in sem tudi razmišljala, če bi imeli en subjekt, recimo, kot podprili lokalne organizacije oziroma dobroveno, oziroma nekaj na ta način, ne? Da bi bolj omogočali tudi spletno prodajo, da bi najto rešili, ne? Kakšen način spletno prodajo, stopljene, recimo izdelke, stilico, da imamo ponudbi, administraciona, tako, da bi pač naredili tudi nekaj tazga, da imajo tudi vsi udeleženci nekaj. Jaz sem mislila, da je en plus, pa če se izreka, to je kako, če se kako. Ja, mogoče še ta primer, no, da še drugi naveste, ne. Mi smo zdaj z reciklarnico, Veronika je bila pri nas takrat, za novo leto, ne, in je taki keramični listi so, ne, in imamo zdaj tako, da bo v reciklarnici se prodajali in potem se bo to doniralo Siriusu in bo šlo na nek račun, kjer je predvsem PRP-ju namenjen, tako nekako, ne. Se pravi, neke možnosti so, ne, in potem lahko že tukaj je to en tak prvi korak, da bi, kot je Veronika rekla, razmišljali v smeri neke take spletne prodaje, ne, da te naši izdelki, ki jih sicer takole malo prodajamo, pa nam prišli lahko tudi na ta način. To je ena taka, ta bolj poslovna možnost, ne? Taka, ja, prosim. Ja. Jaz sem Nada Prut, sem sicer tudi invalidove kategorije, nisem nikjer v nobeni organizaciji, sem sama, samostojna podjetnica in v bistvu tako malo iščem povezovanje. Zakaj? Zato, ker v bistvu 20 let sem bila zaposlena v invalidskih podjetjih in sem spoznala, da v bistvu zaradi tega sem tudi šla na svoje možnosti, vse je bilo svoje dobro. V bistvu, da smo invalidi še zmeri tista, ko malo izrinjeni, ne, tudi tisti, kar delamo, ne, smo na tistih mestih, kar nam jih določijo, smo samo številke, pa smo zaposleni za neko minimalno plačo. Jaz imam 6 stopnje izobrazbe. In zaradi tega sem na svoji poti, v bistvu pa tukaj bi vam pa sam predlagala, zelo ste odlični. Mislim, da bomo našli tudi, ne vem, možnost kakšnega sodelovanja. Seveda, vse to je namenjeno. Tukaj se pogovarjate samo vi, ne. Jaz recimo, da nisem bila v društvu staršev otrok s posebnim potrebami v centru, sploh ne bi vedela za to. Tako da, dajte se promovirati, ker tako, če bomo kazali, kako so recimo osebe, ki so neke marginalne skupine, ne, koliko so sposobni. In na tem delati, pa na promociji, ker tako nas bojo spoznali, tudi jaz sem ena razumela. Sej, super ste povedali, sej ena od idej, ne, takih še naprej je
to sva s kolegom, smo tudi razmišljali, mogoče, ampak to je res, smo tudi razmišljali o zadrugi nekega dne, ne? Da bi bil en tak povezovalni, ampak tudi če ne, že zdaj ste pa dobro povedali, no, sej ni dobro, ta dogodek smo malo tudi širš promovirali, ampak smo tudi realni, a ne? In vemo, da ob taki uri, pa tudi, če bi bilo popolne, ne bi bilo dosti več ljudi. Ampak to nas ne more ne sme nič ovirati, a ne? Mislim, da ker nas je več skupaj, recimo lahko tudi naredimo, ne vem, nekočeno tudi skupno stran, kjer se zagodki, okej, kar nadaljujete. Ker jaz sem v glavi nekaj, ko jaz na sebi delam, že 40 letno, zelo intenzivno, ko mene se prepriča, da pač ti invalid ne moram nič, ne. In zdaj res učim takšne kot ti, da zmorejo, da se dovolijo in da si zaslužijo več, da so lahko uspešni. In tukaj se da zelo veliko narediti. Jaz imam sicer idejo, zdaj, če ste vsi za, ko sploh vi invalidi, ne, tako pa sploh te mlajši, ne, da se predstavljate, ti si kdo doba, ne. Jaz bi rada naredila en film, pa bom dobila in sredstva in vse se da, kaj bolje se da. Tako da lahko se tudi z vami povežemo, no, s Siriusom, jaz bi rada naredila film, tako da v bistvu damo sliko, ne, aha, ti poveš, kaj delaš, ne, kje si uspešen, kako ne, ker mi, invalidi, sami bomo spremenili pogled na nas in nas bo družba lažje sprejela. Ker, tako, mislim, jaz čutim to, no? Jaz sem tudi invalid in vem, kako odreagirajo. Jaz sem šla zaradi tega, ker sem invalid, sem šla iz Bele krajine s kruhom za kruhom, zato ker tam me niso zaposlili, ker sem bila invalid. Tako da, tukaj na tem reči, res odlični ste bili, mislim, jaz sem prav to. Tako, ja. Mi smo ljudje, ki kažemo drugačno življenje, drugačne poglede, kažemo drugačen smisel življenja. Tako je. Tako se je invalidni status. Ja, samo invalidija. Če si invalid, si tudi upravljen. Ja, ampak to lahko dokažemo mi, ne. Jaz vem, jaz sem tako čisto malo, mislim, sporejno malo funkcionira, pač delam za 4 ure in 6. stopnja, pri 40 sem šla študirati, ker sem rekla, mogoče mi pa je pa dali večje plače. Jaz sem delala 20 let z dodatno do minimalne plače, pa sem bila 6. stopnja. To se pač v naši državi da. In če ne bomo mi spremenili tega, invalidi, pa vsi tisti enako misleči, bo tudi družba gleda tako na nas in mi se moramo dati, da si zaslužimo. In zato dejte plačati te, kere delajo. Zato, ker se on tudi zasluži, recimo, ki je zdaj človek. Ker to tako govorimo. Zakaj? Tako, ne, recimo, pa tudi tukaj so da različne strukture, ne, centri za socialno delo, ne. Ja, oni so pač, hvala Bogu, ne, je državna inštitucija, ne. Recimo, naša kartini, ne, dela koliko časa prostovoljno. Tako da, to so tako, ne, malo bomo tudi te poglede pogledati. Pa tudi tako, v bistvu pa vsak, kako se bo odločil sami. Tako da, jaz sem se odločila, da prostovoljno še kaj naredim, ja. Drugače pa se mama krok preživeti moramo, da drugače se ukvarjam, kako sem do tega prišla. Ukvarjam se z varsterapijami. Na prvi sem bila pred 2 letoma, no in takrat se je meni zdravstveno stanje začelo spreminjati. Začela se mi je, po pogledih so se mi začeli brisati, so se mi začeli stari pogledi prepričanja, v katerih sem delovala, nekaj sem tudi nisem nikoli 20 let več narediti za sebe. Tako da, če koga zanima, lahko da vizitko, da se izboljša tudi zdravstveno stanje. Tako vam zagotovim tisto, ko sem jaz za vse tako. Jaz mislim, da je srečen, da bi bili vsekakor interesirani, ne, da če koga... Da stike navežu. Drugače pa tako, jaz imam zdaj z društvom staršev s posebnim potrebam se pogovarjati in imam v bistvu predstavitev vas delavnice, ki jih izvajam, tako da boste tudi lažje vedeli, sploh za tiste starše oziroma za tiste, ki želijo
izboljšati zdravstveno stanje. Tukaj vam lahko govorim, ne vem, 3 dni. Ne bomo čez šli, sem iz skupnosti, kamničke, Canka, v bit bomo tle, sem socialna delavka, drugače in občutljiva na pač te stvari. Jaz tudi sem to zdaj poslušala, malo poznam, vem, da obstaja makadam, vem, da obstaja stacion, da krasno delate in seveda Sirius tudi, ne? Da krasno delate, da se mi zdi super ta smer v socialno podjetništvo, ne? Da mi zdi to tudi res dobra stvar. Seveda tudi pač, da se tudi zdaj seveda, zdaj, kar sem jaz imel tako v mestu, kar sem to poslušala, da največ zase, oziroma za rečemo, kaj rečemo, ljudi, ki so malo drugačni, ali ki smo malo drugačni, da naredimo v bistvu sami, kot sem tudi tukaj videl, sta pravo podporo. Sta pravo podporo, ker si pač strokovno podporo, kot rečemo. In ta moč, ki se krepi moč, pač rečemo drugačnih, jaz ne bom nekaj besed uporabljala, saj smo vsi različni, vsak ima neke omejitve, ampak pač ne bomo pa zdaj rekli, da vse to mislim. Vsekakor je vloga države in občine, da te dejavnosti podpre. To sigurno je pa pač težna v tem, da se prodaja izdelke, da se prodaja storitve, tudi ta prava kombinacija. Jaz sem se najbolj spomnila na danes tega fanta, ker ne vem, kako mu je ime, ki usmerja promet v Kamniku. Jaz mislim, da je njemu mogla dati občina Kamnik priznanje, ker je največ naredil za strpnost, sprejemanje drugačnosti v Kamniku. Čist resno nagrado, ne z nobenimi posebnimi pogoji ali pa kakorkoli. Ker pač kot Kamničanka že vsak leta tudi ga videvam, tako in on je, se mi zdi, s tem svojim res velik naredil, zato da ljudje ga vidimo, vsi, od tistih, ki pač sprejemamo tudi do pač predstavljanja. In ravno to se mi zdi, da tak dvig, da tudi s temi dejavnostmi, ki jih danes počnete, pa ki jih nasplošno delate, se dviga kultura, ena kultura Kamnika ali skupnosti, nasplošno. In tudi spreminja se pod pogleda. Hvala za to res lepo mnenje. Vse to je zdaj tisto, kar je pa mi s kolegom, pa institucija, pa vse skupaj je to, da bi počasi z raznimi dejavnostmi nastavili taka malo mreža. Vse je že, vse nismo mi tisti, ki jo ustvarjamo, ampak gradimo pa pravzaprav vsak dan. Če se srečujemo, je že en del mreže. In zato tudi nekako razmišljamo, da bi se takole mogoče še kdaj sestavili, spet mogoče kakšno drugo temo, kakšno predavanje, midva nekaj se bo potrudila, pa tudi bomo pa z veseljem počekam pašli, recimo, meni tudi, ne vem, če imate kakšen piknik, mogoče pa še pridemo s kakšno vodičko, pa tema, vsej tako, v tem stilu, da se taki te dogodki pa srečevanja na nek način nas krepijo, nekaj je pa dobro ta malo podjetniška smer, pa ta družabna smera, da bi nekje zaživeli. To je v bistvu cilj tega. Ali pa, kako ste mi rekli, da moč se s tem krepijo. In prepoznavnost, to je pa tudi pomembno. Tako da to, recimo, mogoče, mi pa smo se tudi malo zabeležila, pa bomo mogoče potem tudi to predstavila, ali če bomo prišli kakšen korak naprej, v spletni prodaji, ali pa mogoče celo neka skupna stran, kjer se vse te stvari zbirajo. Recimo na Facebooku je to zelo enostavno narediti, če najdemo mogoče celo skupno, smo razmišljali neko kot blagovno znamko v narekovaju, ker tudi Kamnik vključuje, pa se bi mogoče, to so neke ideje, pa bi mogoče potem malo to v naslednjič, če bo še kaj, kontakte imamo, mogoče je konkretnega, recimo mi, da smo malo razmišljali konc maja pa junija, imamo zdaj še enkrat tukaj že nekako rezerviran termin,
pa bi mogoče še kakšen korak naprej naredili. Moja največja ideja je, da daj pote dadene leto v Kameniku, da bi pote da potelela ali se imajo neki začalno, da... Ja, razumem, seveda. Da bi odejute, da teje delo. Ok. Živela, jaz sem kar hitro za konec povedala, jaz prihajam iz takih krajev, kjer tudi ni to zavedanje invalidov, to razvito in sem tudi zadnji let od ekonomskega tehnike in končujem šolanje. In na primer, jaz preden sem se vključila v ta projekt SVLO, tudi nisem vedela za možnosti, nisem poznala ljudi, nisem poznala društev in je to da neki noga, malo večji širok pogled in sem zelo vesela, da sem vključena v te dejavnosti, zelo vesela sem, da poznam nove ljudi, ki so mi odprli mogoče pogled na zunaj, in če doma ne bom kaj našla, bom se sigurno vrnila v te kraje in se tukaj vključila. Toda hvala vsem, ki sodelujete na tem in vesela sem, da se spoznala. Hvala. Bomo pa z ciljno zgodbo kar končali, tako da mislim, da si lep zaključek naredila. Tako da imamo stike, dajmo sodelovati, pa povabljeni mogoče čez 2-3 mesece, no, pa bomo videla, ne, mogoče še kakšno predavanje, Dušana prosimo malo daljše. Ok, hvala lepa, no, tako da bi kar zaključili. Ja.